snemati. Tako. Tole nekako je danes naš kratek dnevni red. Predstavili bomo novo projektno leto, se pogovorili o prijavnicah in o rokih in pa dali prostor in možnost tudi za izvedbena vprašanja o trenutno potekajočem projektnem letu. Nekako smo zaznali, da imate kar nekaj vprašanj, čist izvedbenih, in smo rekli, da če smo že vsi na kupu zbrani, da najprej odkljukamo novo projektno leto in potem rešimo še par vprašanj iz trenutno potekajočega. Tako da bi vas jaz res prosila, ko bom dala na koncu prostor za vprašanja, da se najprej držimo mogoče res vprašanj vezanih na novo razpisno leto, na pač zadeve vezane z oddajo prijavnice in tako naprej, in potem vse, kar je izvedbenega naprej, se v drugem delu. Pričakujem, da če se bomo vestno držali urnika, da pač bomo v nekako 2 uricah končali. Tako, kot vedno pomembno obvestilo, predstavitev resni del razpisne dokumentacije niti ni pravno zavezujoča in seveda edini zavezujoč dokument je angleška različica vodnika za prijavitelje. Tega najdete tako na naši spletni strani kot na spletni strani Evropske komisije. Vsi linki so tako kot vedno na koncu PowerPoint prezentacije. Brez skrbi, PowerPoint prezentacijo in vse relevantna vprašanja, ki jih boste postavili in na katere bomo odgovorili, boste po dogodku seveda prejeli tudi na e-mail, objavljeni bojo pa tudi na naši spletni strani, tako da v bistvu si ni treba zdaj zares ničesar zapisovati, samo spremljati, vso gradivo prejmete direktno na mail. Tako, pa bi vas jaz mogoče za začetek popeljala skozi nekaj zelo okvirnih zadev vezanih na nov razpis. Tole pred sabo vidite sredstva, kako so porazdeljena na različne sektorje. Če se spomnite od lani oziroma od začetka leta, ko smo imeli prvi seminar za prijavitelje, smo napovedali, da se bojo sredstva postopoma povečala in so res se. Tako naš terciarni sektor dobi malo več sredstev, kot jih je v preteklem obdobju, in kot, če se spomnite in veste, se bojo ta sredstva z leti vedno povečevala. Tole je majhen bolj specifičen razrez. Kot veste, se nam ponovno pridružuje akcija K107 oziroma K171. Za tiste mogoče vas še enkrat ponovimo, akcija K107 se financira iz eksternih virov, zato je v bistvu ta delček sredstev nekako na drugem kupčku in se našteje pod skupna sredstva ostalih akcij. Tole so okvirni zneski. Tudi prenos v višini, kot sem ga tukaj napisala, je še okviren. Te stvari nam more še potrditi Ministrstvo za izobraževanje oziroma sama Evropska komisija. Mi bomo spet predlagali, da se del sredstev iz akcije K131 prenese na strateška partnerstva oziroma na projekte. In v bistvu točna višina sredstev bo znana, če ne prej po novem letu, definitivno zagotovo pa preden se bojo projekti začeli oziroma preden boste oddali prijavnice, tako da vam bo točen razrez popolnoma jasen. Nekaj več sredstev je na voljo za vse akcije, še posebej za K107 v primerjavi s prejšnjim letom, ko pač sredstev ni bilo, tako da se mi zdi, da smo na dobri poti in bomo lahko veliko realizirali. Z nami ostajajo prioritete oziroma, kot jih po novem prevaja slovenski vodnik, prečne prednostne naloge. Tukaj se ne bom veliko spuščala v različne detajle, ker se mi zdi, da smo nedolgo nazaj imeli jesensko šolo, kjer smo vam te stvari vse zelo natančno in dobro predstavili. To se res nadaljuje in se mi zdi, da bo tematski fokus celotnega programskega obdobja in na tej točki mogoče samo, da vam prikličem v spomin, da so še z nami. Tako, zdaj bom pa predala besedo kolegu Robertu Marinčku, da vas popelje skozi pravila in podrobnosti razpisa 2022. Robert, izvoli, share screen imaš vključen. Vidimo, slišimo pa te ne, Robert.
Mogoče bo zdaj boljše. Boljše. Tako, ja. Se opravičujem, očitno se nisem tako zelo dobro pripravil, kot sem si mislil. Tako da, lepo pozdravljeni še z moje strani. Tokrat vas bom skozi vse te male podrobnosti posameznih možnih mobilnosti popeljal jaz. Začel bi pa z dobro novico, da pravzaprav sprememb ni. V osnovi mobilnosti, ki so na voljo, pravila, zneski in vse ostale perifernalije, ki spadajo zraven, ostajajo enake, kot so bile že v letošnjem, se pravi 2021 razpisov. Edina novost oziroma edina stvar, ki se ponovno vrača in ponovno pojavlja, je tako, kot že Maja rekla, spet akcija K171, se pravi mobilnosti, ki se financirajo iz sredstev za eksterne programe Evropske unije. Prijavnica ostaja v elektronski obliki, se pravi, nič vam ni treba natisniti, nič vam ni treba pošiljati po pošti nikomur, vse poteka v elektronski obliki. Ko kliknete na gumb Send, je s tem prijavnica oddana in ni potrebno kakih posebnih dodatnih ukrepov. Rok za oddajo, in to mislim, da boste slišali še nekajkrat danes, je 23. februar 2022 do 12:00 po srednjeevropskem času. Saj za nas to ni težava, ker imamo srednjeevropski čas, ampak vseeno imejte v mislih, da je do 12:00, kar bo oddano, potem bo avtomatsko zavrnjeno. 12:00 ne pomeni nujno čas, ki je napisan na vašem računalniku, ker ta čas ni nujno usklajen z dejanskim časom, tako kot se ga šteje uradno, tako da dejte prej oddati svojo prijavnico. Če se le da ne zadnji dan, elektronski sistemi Evropske komisije niso znani po svoji zanesljivosti in se lahko tudi kaj zalomi. In zdaj, če so neke tehnične težave, če oddajate prej, se jih lahko še reši pred rokom, če oddajate zadnjo možno sekundo, jih pa seveda ni mogoče rešiti in to pomeni tudi, da vaša oddaja se lahko zgodi, da zaradi tega ni uspešna. Vodnik za prijavitelje ostaja naša in vaša Biblija, se pravi dokument, ki ga morate prebrati, vsaj tisti del, ki se nanaša na akcijo mobilnostih, pa seveda tisti del, ki se nanaša na željene učinke in cilje programa, tako da lahko potem s svojimi aktivnostmi tem ciljem pravzaprav sledite. Toplo vam priporočam, da berete angleško različico, ker to je tista primarna, originalna, izvorna različica, ki nastane čisto na začetku, vse ostalo so prevodi in v prevodih včasih pride do napak, ki mogoče se jih tudi spregleda in potem informacija ni najbolj zanesljiva. Tako da, če vam to ne povzroča težav, res priporočam angleško različico. Dokumentacija zraven, če bodo še kakršnikoli drugi dokumenti, seveda jih tudi lahko preberete in jih tudi lahko upoštevate, ampak primarni dokument za vas je pravzaprav vodnik za prijavitelje. In letos imamo za čuda samo eno različico do sedaj. Še ni nove. Tisto, kar bi mogoče bolj izpostavili v letošnjem razpisnem letu, je to, da je zelo zaželeno, da obravnavate projekt mobilnosti kot projekt razvoja visokošolske institucije. Sam program v svoji definiciji, zato sem prej rekel, da je dobro prebrati tudi to, kaj zahteva pravzaprav program Erasmus Plus od vseh, ki izvajajo projekte. Ta program zahteva neke učinke. In sicer učinke, ki potekajo, ki se odvijajo in dogajajo tako na ravni posameznika, na ravni organizacije in seveda na ravni izobraževalnega sistema. Posamezniki seveda, če govorimo o projektu mobilnosti, dobijo predvsem neke kompetence in veščine v času tega svojega bivanja v tujini, ki jih verjetno ne bi dobili, če bi ostali doma. Ampak pomembno je, da so ti učinki prenesijo potem na naslednji nivo, sicer na nivo organizacije, kjer naj bi se povečala zmožnost delovanja v mednarodnem okolju, naj bi se posodobili načini delovanja, se pravi boljši, sodobnejši, bolj času prilagojen akademski proces in pa seveda neko drugačno delovno okolje. To so cilji, ki so seveda prepisani iz samega programa.
in imajo lahko zelo široke praktične implikacije, se pravi, kaj konkretno to pomeni v primeru neke organizacije, seveda odvisno od konkretne situacije, ampak to je tisto, kar mora vaš projekt mobilnosti dosegati. Ne samo število mobilnosti, ampak učinke, ki jih povzročijo te mobilnosti. In seveda tisto, kar je pravzaprav iz vidika programa najbolj zaželeno, so potem sistemski učinki. Se pravi, da se sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi spremenijo in prilagodijo zahtevam sodobnega časa. To je pa tisti ultimativni končni cilj, ki jih poskušamo doseči z vsemi projekti, ki potekajo v okviru programa Erasmus+, to je projekti in dejavnosti. Zdaj, vi ste ob svoji vlogi za pridobitev Erasmus univerzitetne listine, ste seveda napisali en delček, ki se imenuje Erasmus Policy Statement. To je vaša zaobljuba, kaj boste vi poskušali doseči s programom Erasmus+, kot institucija, kot celota. In to je prvi vir vaših ciljev, ki jih določite kot cilje konkretnega projekta. Drugi vir pa so seveda ostale institucionalne strategije, seveda, če odstopajo od te Erasmus Policy Statement, kjer lahko tudi potegnete neke cilje, ki jih poskušate s projektom doseči. S projektom vi lahko usposobite osebje, pridobite znanja, prenesete veščine, navežete nove stike, razširite mrežo, marsikaj se da s projektom mobilnosti narediti. Pomembno pa je, da že na začetku izvajanja projekta jasno zastavite te cilje. To je tisto, kar vam še posebej polagamo in še posebej poudarjamo, ker to je potem tisti ključni vidik, preko katerega se bo pravzaprav ocenjevala uspešnost posameznih projektov. Malo nazaj na formalnosti, upravičene institucije, jaz mislim, da tle kakšne posebej dolge razlage ni treba dajati. V programu Erasmus+ lahko sodelujejo samo akreditirane višje visokošolske institucije, ki morajo imeti Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2021-2027, oziroma lahko sodelujejo tudi konzorciji mobilnosti, ki seveda pridobi ustrezno akreditacijo v trenutku, ko pač zaprosi za to akreditacijo. Med formalnimi pogoji, se pravi tiste kljukice, ki jih je treba narediti, tudi ta OID koda, bolj ali manj vsi vaše institucije že tako imajo. Bodite pozorni, da so podatki, ki so relevantni za to OID kodo, ustrezno posodobljeni. Če se zamenja vodstvo, če se spremeni naslov, če se karkoli spremeni, dajte to čim prej popraviti v tem vmesniku na portalu za prijavitelje. To je potem pomembno, ker neustrezni podatki povzročijo veliko težav in zablokirajo postopke in potem traja, da se pravzaprav to vse skupaj uredi. Akreditacija konzorcijev. Vsak konzorcij mora vsebovati vsaj 3 pravne osebe iz posamezne države. Sodelujejo samo organizacije iz ene države, se pravi, ni vam treba iskati partnerjev iz drugih držav. Ena od teh organizacij je prijaviteljica in pa ta konzorcij, ko enkrat pridobite akreditacijo, velja ta akreditacija za celotno obdobje programa. Za akreditacijo konzorcija lahko zaprosijo vsako razpisno leto, se pravi, ni samo letos in potem nikoli več. Se lahko organizacije dogovorijo kadarkoli in potem, tako kot sem že rekel, ta akreditacija pravzaprav velja do konca programskega obdobja. Prijava za akreditacijo in prijava za mobilnosti tega konzorcija potekata istočasno. Se pravi, ni da letos zaprosite za akreditacijo, naslednje leto pa pač za mobilnosti znotraj tega konzorcija, vse poteka hkrati. Tisto, kar je mogoče tudi dokaj pomembno pri teh konzorcijih, je to, da v njih ni nujno, da sodelujejo samo organizacije z področja terciarnega izobraževanja, ampak lahko sodeluje tudi katerakoli druga pravna oseba, pač s trga dela, izobraževanja, usposabljanja ali mladine. Se pravi, v osnovi katerakoli pravna oseba. Čisto na kratko. Vloge za akreditacijo konzorcijev se ocenjujejo tudi vsebinsko. Vloge, ki jih boste posredovali za mobilnosti kot individualna institucija, nimajo neke vsebinske ocene od zadnje, ne gre skozi nek ocenjevalni postopek,
je pač neka druga metodologija. Za akreditacijo konzorcijev se pa vaše vloge ocenijo, preverijo po 4 merilih: ustreznost konzorcija, sestava konzorcija, kakovost zasnove in izvedbe in pa učinek in razširjenje. Bodite pozorni na to, kje se dobi največ točk. Se pravi, poudarek je na ustreznosti konzorcija in pa na učinku in razširjenju. Pogoji tehnični vsaj 60 točk in vsako merilo mora doseči vsaj polovico predvidenih točk. Konzorciji so po svoji naravi namenjeni dodajanju posebne dodane vrednosti, ki jo sicer ni mogoče dobiti. Ali to pomeni bolj učinkovita, bolj optimalna izvedba administrativnih vidikov projekta, ali to pomeni boljše doseganje nekih vsebinskih ciljev, je seveda odvisno od konkretne situacije. Če boste razmišljali o tem, da bi pripravili, organizirali nek konzorcij mobilnosti, razmišljajte o tej dodani vrednosti. Razmišljajte predvsem o dodani vrednosti na področju vsebine. Se pravi, s konzorcijem vi lahko vplivate na cel izobraževalni sistem. Kot institucija, posamezna individualna institucija, ki izvaja mobilnosti, vi lahko vplivate predvsem na to, kaj se zgodi na vaši organizaciji. Ampak z nekim sodelovanjem v konzorciju pa vi lahko dosežete precej večje, bolj sistemske učinke. In zagotovo bi bilo zelo dobro, da je v Sloveniji več konzorcijev, ki bi potem lahko vplivali na več vidikov tega izobraževalnega sistema. Tako da, dajte razmisliti o teh stvareh. Jaz zagotovo, s tistimi, s katerimi sem do zdaj že govoril, priporočam, da se pač razmisli o teh konzorcijih, ker omogočajo zoptimizirano izvedbo projektov mobilnosti. Mobilnosti, tako kot že prej rečeno, ostajajo bolj ali manj enake, se pravi mobilnost študentov za študij in prakse, mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje, fizična kombinirana, kratkotrajna, dolgotrajna, odhodne, dohodne mobilnosti in pa seveda odhodne v tretje države, ki niso povezane s programom. Včasih smo temu rekli partnerske države, ampak zdaj smo to poenostavili celo zadevo in imamo precej bolj zanimiv daljši naziv, tako da boste večkrat to slišali. In pa seveda kombinirani intenzivni programi, kot posebna oblika kratkotrajnih mobilnosti. Kasneje malo o tem tudi kakšno rekli. Upravičene države odhodne in dohodne mobilnosti, se pravi, kam lahko vi pošljete študente in osebje in odkje lahko študenti in osebje pridejo k vam. Seveda so to države članice Evropske unije in pa tretje države povezane s programom Erasmus+. Države, v katere vi lahko v okviru K131 mobilnosti, se pravi mobilnosti, ki se financira iz programa Erasmus+, vi lahko samo pošljete tja študente in osebje, so tretje države, ki niso povezane s programom. Za te tretje države, ki niso povezane s programom, lahko namenite največ 20% vseh odobrenih sredstev. In seveda so mogoče vse mobilnosti, se pravi mobilnost študentov za študij, za prakse, mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje. V tem okviru študenti iz teh držav ne morejo priti k vam oziroma ne morete financirati njihove mobilnosti. Študentske mobilnosti ostaja enako. Se pravi, študij praksa, vse 3 stopnje študija, ni tle nobene posebne omejitve. Študentje morajo biti pisani vsaj v prvi letnik, minimalno trajanje mobilnosti, fizičnega dela mobilnosti je 2 meseca. Lahko se dopolni z nekim virtualnim delom, ki je pač poljubno dolg. Pri kratkoročnih mobilnostih je pa pogoj 5 do 30 dni, pa obvezni virtualni del. Spet izjema so doktorski študenti, ki pri kratkoročni mobilnosti nimajo obveznega virtualnega dela. Se pravi, doktorski študenti grejo lahko na mobilnost 5 do 30 dni in pri tem ni neke posebne zahteve za dodatni virtualni del. Skupno trajanje vseh mobilnosti na posamezen cikel študija je lahko največ 12 mesecev.
v enem kosu, v več kosih, to je pa pač čisto odvisno od konkretne situacije. Upravičene države smo pa že prej povedali, tako da to niti ne bi ponavljal. Financiranje mobilnosti študentov. Zneski ostajajo enaki kot lansko leto, oziroma letošnje leto, že preskočil na 2022. Skupina 1 in 2 po 600 evrov in pa skupina 3 490 evrov na mesec. Študentje lahko dobijo dodatek za študente z manj priložnostmi v višini 250 evrov na mesec in pa dodatek za prakso, tisti, ki grejo na prakso v višini 150 evrov na mesec. Tisto, kar je novost programa Erasmus Plus 2021 do 2027 in mogoče je treba še enkrat poudariti to, da se te dva dodatka ne izključujeta več. V prejšnji generaciji je bilo to izključujoče, sedaj ni več, se pravi, lahko dobijo oba dodatka. Vsi študenti pa lahko dodatno dobijo 50 evrov in pa do 4 dodatne dneve, če se odločijo za zeleno potovanje, se pravi potovanje, ki manj obremenjuje okolje. Za mobilnost v države, ki niso povezane s programom, je mesečni znesek višji. Študentje ne morejo dobiti dodatka za prakso, ostaja pa dodatek za študente z manj priložnostmi. Sredstva za pot so malo drugačna. Načeloma se dodelijo glede na razdaljo oziroma glede na pas razdalje, pač glede na te tabele, ki so določene v vodniku za prijavitelje, vendar se posamezna institucija lahko odloči, da teh sredstev ne bo dodelila, razen za študente z manj priložnosti, ki v vsakem primeru ta sredstva dobijo. Za zeleno potovanje, tukaj spet se institucija lahko odloči, da teh 50 evrov pa plus do 4 dodatne dneve ali višjo postavko glede na pas razdalje. V tabeli sta pač, bomo kasneje videli, sta dve postavki, ena je za običajno, ena je za zeleno potovanje in institucija se pač lahko odloči, da bo uporabljala. Institucija, ki se odloči, da bo uporabljala pas razdalje, uporabi zneske iz te tabele. Pri kratkoročnih mobilnostih je financiranje malo drugačno in sicer je do 14. dneva je to 70 evrov na dan in pa od 15. do 30. dneva je to 50 evrov na dan. Plus dodatek za študente z manj priložnostmi, ki znaša 100 evrov, če mobilnost traja do 14 dni, se pravi za celotno obdobje samo 100 evrov, ne 100 evrov na dan, in pa 150 evrov, če mobilnost traja od 15 do 30 dni, se pravi spet ne 150 evrov na dan. In pa seveda tudi tukaj obstaja možnost dodatka za zeleno potovanje, glede na to, kaj se institucija odloči oziroma kako se odloči, da bo dodeljevala ta dodatek. Sredstva za pot v vodniku oziroma dokumentaciji 2021 je bil tukaj, mislim, da je bil znesek od 0 do 99 km, kar je napačen znesek. V vsakem primeru je od 10 do 99 km je prva kategorija in tukaj lahko vidite standardno potovanje in pa zeleno potovanje. Upošteva se enosmerna razdalja med krajem bivanja in krajem izvajanja aktivnosti in za to razdaljo morate uporabiti kalkulator oziroma merilnik razdalj Evropske unije, pač spletna zadeva, ki izmeri zračno razdaljo med dvema krajema. Lahko si jo pa sami izračunate, če ste nad tem navdušeni, obstaja formula, ki vam pri tem pomaga in se da izračunati. Mobilnost osebja spet obstaja enaka, se pravi z namenom poučevanja, z namenom usposabljanja. Upravičenci so vsi zaposleni na instituciji, posebnih drugih zahtev razen to, da razen trajanja in obveznih ur poučevanja niti ni. Se pravi, vsaj 8 ur poučevanja na teden ali katerokoli drugo krajše obdobje. Se pravi, če je en teden ali krajše, mora biti vsaj 8 ur poučevanja za mobilnost osebja za poučevanje, ki se pa skrajša na 4 ure, če je ta mobilnost kombinirana, mobilnost za poučevanje in mobilnost za usposabljanje.
V osnovi mora mobilnost trajati od 2 dni do 2 meseca. V primeru mobilnosti v tretje države, ki niso povezane s programom, se to minimalno trajanje zviša na 5 dni. In pa seveda upravičenost glede na države ostaja enako kot pri študentih, se pravi te države, ki so povezane s programom in tiste, ki niso povezane. In tudi tukaj je lahko kombinacija fizične in pa virtualne, kjer mora fizični del trajati minimalno 5 zaporednih dni. Financiranje, zneski ostajajo enaki, od 15. dneva naprej je 70% tistega zneska, ki je določen za trajanje do vključno 14. dneva. Bodite pozorni na regije, ker države regije 14 so pravzaprav države, ki niso povezane s programom, vendar za njih velja enako financiranje kot za države, ki so povezane s programom. Tukaj je mičkeno razhajanja. In pa razlika glede na države, ki niso povezane s programom, je pač to, da tam je samo en znesek na dan določen, ni za neke regije ali pa posebej določeno za neka področja ali posamezne države. Sredstva bolj ali manj enaka kot v primeru študentov, pasovi razdalje so tudi enaki, merilnik razdalje Evropske unije ostaja enak, kot je bilo že prej omenjen. Kombinirani intenzivni programi. Kombinirani intenzivni programi so kratki intenzivni programi, ki udeležencem ponudijo oziroma omogočijo pridobivanje nekih znanj, veščin, kompetenc, ki jih ne morejo dobiti v okviru rednih programov. Se pravi, to mora biti neka nadgradnja, mora biti nek dodatek, ki tem udeležencem ponudi neke nove možnosti. V najbolj osnovnem primeru je to ta dodana vrednost, pravzaprav sodelovanje v mednarodnem okolju oziroma v nekem mednarodnem kontekstu. Lahko poenostavimo stvari, pa rečemo, da so v bistvu kombinirani intenzivni programi mednarodne poletne šole z virtualnim dodatkom. To so zelo moje besede, to ni uradna razlaga. Ampak s tem si lahko pomagamo zato, ker majčkeno pojasni, kako približno se lahko stvari organizirajo. Se pravi, dobite udeležence iz več različnih držav, izvajate neke aktivnosti, študijske prakse, skupinske vaje, vse skupaj mora biti pa seveda podprto z nekim delom v virtualnem okolju. V praksi običajno institucije organizirajo en del pred fizičnim srečanjem, ki se odvija v virtualnem okolju, da se udeleženci pripravijo, opravijo neke, recimo, obveznosti, pridobijo neka znanja, potem se zgodi nek fizični del in potem mogoče še po tem fizičnem delu nek virtualni zaključek. Teh mobilnosti se lahko udeležijo tudi udeleženci iz drugih institucij, se pravi ne samo tiste, ki sodelujejo pri izvedbi tega intenzivnega programa, ampak lahko katerikoli študentje ali osebi pridejo na takšne kombinirane intenzivne programe. Za tak kratek intenzivni program so minimalni pogoji sodelovanje 3 organizacij z področja terciarnega izobraževanja iz 3 držav članic Evropske unije oziroma držav, ki so povezane s programom, se pravi iz te skupine. Ena institucija od teh 3 gosti skupaj udeležence dogodka, se lahko udeležijo tako študenti kot osebje. Študentje so lahko udeleženci, osebje so lahko predavatelji ali pa udeleženci. Čisto odvisno od konkretnega primera. Se pa mora dogodka udeležiti najmanj 15 mobilnih udeležencev iz tujine. Se pravi, če gledamo iz perspektive slovenskih organizacij, v Slovenijo mora priti vsaj 15 študentov iz teh partnerskih organizacij. Recimo še minimalno teh 2 iz tujine. Financiranje potem pride največ za 20 udeležencev. Ampak mogoče malo kasneje.
Sam dogodek mora študentom omogočiti pridobitev 3 kreditnih točk, če opravijo vse obveznosti, seveda, in dogodek, tako kot smo že rekli, mora trajati najmanj 5 zaporednih dni, traja pa lahko skupaj največ 30 dni. Individualna podpora, enako smo že prej rekli, kratkoročne mobilnosti, s tem, da seveda tukaj ni dodatka za prakso. Osebje veljajo enaka pravila kot pri mobilnosti osebja za poučevanje ali usposabljanje, ni nič drugače. Pasovi razdalje se dodelijo samo osebju in pa študentom z manj priložnostmi. Se pravi, ne vsem, ampak samo študentom z manj priložnostmi. Spet enaki zneski, nič kaj takega, nobene posebne, nič posebnega. Zdaj smo prišli pa že v bistvu do organizacijske podpore. Pri kratkih intenzivnih programih, tako kot sem prej rekel, ne pozabiti na to, da lahko dobite sredstva največ za 20 udeležencev. To ne pomeni, da imate lahko največ 20 udeležencev, lahko jih imate več, samo sredstev ne boste dobili več. In sredstva, ki jih dobite kot institucija za izvedbo kratkega intenzivnega programa, so sredstva za izvedbo kratkega intenzivnega programa. Niso sredstva za mobilnost študentov in osebja. Za mobilnost študentom in osebju, ki se udeležijo takšnega programa, kratkega intenzivnega, kombiniranega intenzivnega programa, sredstva dodeli njihova matična institucija v obliki sredstev za kratkoročno mobilnost. Zato je ta kratkoročna mobilnost bila prej omenjena. Pri organizacijski podpori lahko dobite do 100 udeležencev, dobite 400 evrov na udeleženca. Od 101 udeleženca naprej lahko dobite 230 evrov na udeleženca. Za vsakega udeleženca, ki se udeleži kratkega intenzivnega programa, prejmete 400 evrov. Poleg tega, tistih 400, 230 ali 400 v tem primeru KIPO, lahko prejmete tudi 100 evrov za udeležence, za študente s posebnimi potrebami, ki zaprosijo za sredstva na podlagi dejanskih stroškov. Se pravi, ni to avtomatsko, ni to podpora za udeležence z manj priložnostmi, ampak za tiste, ki zaradi nekih res posebnih potreb potrebujejo še neko dodatno podporo poleg redne dotacije oziroma rednih nepovratnih sredstev. In za takšne primere lahko prejmete 100 evrov na udeleženca. Sredstva, ki jih prejmete za organizacijsko podporo, načeloma lahko porabite za karkoli, kar je povezano z izvedbo projekta. Ni vam treba dokazovati porabe, ni vam treba prilagati računov, ko boste pripravljali končno poročilo. Morajo biti pa sredstva porabljena za to, da se ta projekt čim bolj učinkovito in čim bolj kakovostno izvede. Tukaj bi vam pravzaprav položil še posebej poudaril in izpostavil to digitalizacijo upravljanja mobilnosti. Ta digitalizacija je postopek, ki igra zelo pomembno vlogo na zelo veliko nivojih, tako evropskih kot nacionalnih strategij, politik in izvedbenih načrtov. Tisto, kar morate vi v okviru projektov mobilnosti poskrbeti, je to, da bodo te mobilnosti lahko v celoti digitalno upravljanje, če bo šlo vse po sreči, najpozneje septembra naslednje leto. To pomeni, da uredite celoten digitalni tok, se pravi podpisovanje, da uredite postopke, uredite dokumentacijo, če je treba mogoče kako dodatno napravo da kupiti, če je potreben kak dodaten software, se pravi programska oprema. Vse to spada sem noter. Dajte poskrbeti za te vidike, da ne bomo se jeseni naslednje leto pogovarjali o tem, kako nekaj ne morete delati, ker vam manjka neka oprema. Organizacijska podpora je namenjena tudi temu. Seveda je namenjena tudi temu, da spodbujate okolju prijazne načine mobilnosti, da spodbujate ljudi, da razmišljajo o tem, da uporabijo način potovanja oziroma potovalna sredstva, ki so bolj prijazna in manj škodujejo okolju. Sredstva lahko porabite za to, da
spodbudite sodelovanje posameznikov z manj priložnosti, da spodbujate aktivno sodelovanje. To so tiste prečne prioritete, ki jih je Maja tam čisto na začetku omenila. Prečne prednostne naloge, se opravičujem za uporabo napačnega izraza. In vse lahko. Seveda lahko organizirate jezikovne tečaje, lahko pripravite brošure, lahko uredite spletno stran, karkoli je pač potrebno za to, da je ta vaš projekt mobilnosti uspešno zaključen. Temu so namenjena ta sredstva. Seveda niso namenjena samo študentom, ki jih vi pošljete v tujino, ampak tudi študentom, ki jih vi gostite. Tam institucije, ki pač imate gostujoče študente. Tudi za njih lahko poskrbite sredstvi iz te organizacijske podpore. Trajnost. Se malo navezuje na tisti mali govor tam bolj na začetku, ki sem ga imel o projektnih ciljih, potem kako mora projekt dosegati neke strateške cilje. Če je edino, kar želite doseči s projektom mobilnosti, število mobilnosti, se boste težko pogovarjali o rezultatih in težko se bo govorilo o trajnosti rezultatov. Trajnost je pomembna stvar. Tako na ravni celotne Evropske unije, tako na ravni politik, programskih ciljev oziroma pač ciljev programa Erasmus+, kot tudi iz tega vidika, da temu vidiku izvajanja projektov dajemo v Sloveniji zelo, zelo velik poudarek. Trajnost je namreč tisto, kar se zgodi zaradi projekta. Ne samo, da ljudje dobijo nova znanja, nove veščine, nove spretnosti in ne vem kaj še, ampak da pravzaprav organizacije uspešno začnejo uporabljati ta nova znanja pa te nove veščine. Da jih uspešno integrirajo v svoje redno delovanje, v svoje vsakodnevno poslovanje, če hočete. Smo že prej rekli, primarno dobijo učinki projektov mobilnosti so na ravni posameznikov. Ampak vi kot institucija morate poskrbeti za to, da se ti učinki z ravni posameznika prelijejo na raven institucije. Se pravi, da organizirate predavanja, izmenjavo izkušenj, izmenjavo znanj, prenos gradiv, predstavitve primerov dobre prakse, karkoli je pač potrebno, da se ti učinki potem prenesejo na raven celotne institucije. Se opravičujem, moja tipkovnica je hitrejša od moje razlage. Pomembno je, da učinki, ki jih boste dosegli s svojim projektom, ostanejo v uporabi tudi po zaključku financiranja projekta. Se pravi, če nek predavatelj prinese neko novo znanje, ki ga je pridobil v času mobilnosti v tujini, ne da ko je konec projekta mobilnosti, nihče več ne ve za to, pač uporablja ta predavatelj ali pa tudi ne. Kot institucija se morate potruditi, morate poskrbeti za to, da se to dejansko uporablja. Hišni model CMEPIUS-a o doseganju učinkov ima 4 stopnje in institucije, ki ostanejo, projekti, ki ostanejo na tem ničnem nivoju, pravzaprav niso dosegli nič. Ni doseženih ciljev, ni doseženih učinkov in je potem seveda logično vprašanje, zakaj taka institucija sploh sodeluje v programu. Ker pač ni nekih učinkov. Prvi nivo in ta nivo bolj ali manj dosežejo vsi projekti, je ta, da posamezniki, ki se udeležijo mobilnosti, na tak ali drugačen način uporablja pri svojem delu. To ni tako zelo težko, sploh osebi, ki gre v tujino, v večini primerov pridobi neka nova znanja, izkušnje, razširi svojo mrežo in to je dokaj enostavno uporabljati pri svojem delu. Kar je malo bolj zahteven, pa malo težji korak in tega večina institucij že težje doseže, je pravzaprav prenos na raven cele institucije. Ta tretji nivo oziroma nivo številka 2, kot je označeno v tem modelu. To je tisti nivo, ki se minimalno pričakuje od posameznega projekta. Se pravi, sprememba na ravni institucije. To tudi pomeni, da ko se vi odločate, kdo bo šel na mobilnost kot institucija, ko se odločate, kdo bo šel na mobilnost in kdo ne bo šel, morate razmisliti o tem, kakšen bo učinek te mobilnosti. Kako bo ta mobilnost prispevala k strategijam in ciljem institucije kot celote. In seveda, kako bo ta mobilnost prenešena in preslikana
iz ravni posameznika, ki se udeleži mobilnosti, na raven celotne institucije. In seveda tretji in najvišji nivo, ki pa seveda si ga vsi zelo želimo, je ta prenos na sistemski nivo. Se pravi, na nivo sistema izobraževanja v državi. Oziroma, bom rekel, vsaj v Sloveniji, še raje pa v celotnem evropskem prostoru. Če ste tako pogumni in če so učinki tako dobri. Tako da, iščite vsaj tretji nivo, oziroma nivo številka 2. To je tisto, kar se pravzaprav pričakuje od vsakega projekta. Od dobrega projekta se pričakuje pa nivo številka 3. Institucija, ki doseže nivo številka 3, čast in pico. Koordinatorju, seveda ne celi instituciji. Kot primer dobre prakse si lahko ogledate primer Univerze v Mariboru, kjer so pravzaprav k izvajanju projekta mobilnosti pristopili na tak zelo strateški način in so tudi poskrbeli za ustrezno motiviranje študentov in pa zato, da pravzaprav je ta projekt poskušal doseči čim bolj široko in raznoliko skupino kandidatov. Pa priporočamo ogled tega. Samo malo, mislim, da smo, se opravičujem. En sklop je še preskočil, pa se res opravičujem za to. Stvar, ki je pravzaprav bila že omenjena, ampak jo želim še enkrat omeniti, ker zelo šepa. Ne samo zaradi vas kot institucij, ampak šepa tudi zaradi drugih stvari, ampak kljub temu. Digitalizacija mobilnosti je vaša zaveza. Zapisana je v Erasmus univerzitetni listini. Erasmus without paper, digitalna izmenjava podatkov, ni opcija. To je vaša obveza. Vsi medinstitucionalni sporazumi, ki jih sklepate na novo, vsi študijski sporazumi za mobilnost študentov za študij morajo biti sklenjeni v digitalni obliki. Nadgradnja tega, kar smo v glavnem govorili v preteklosti o Erasmus without paper, je Erasmus plus aplikacija. To je aplikacija, ki jo bodo študenti uporabljali za upravljanje vseh vidikov mobilnosti, za pridobitev informacij, za oddajo prijave, za podpis študijskega sporazuma, za pridobivanje podatkov z gostiteljske institucije, za prenos podatkov na matično institucijo. Skratka, za vse te stvari. Erasmus plus aplikacijo z informacijami polnite vi, se ne polni sama. Informacijo o vaši instituciji, ne vem, katalog študijskih programov, kje najti namestitev, kje naj tuji študenti jedo in podobne stvari, morate vi vpisati v to Erasmus plus aplikacijo. Vpis v to aplikacijo lahko poteka preko Erasmus dashboarda. Ni nobena posebna drama. Dosti enostavna stvar. Seveda, s tem, ko se boste vi ukvarjali s to digitalizacijo, boste dosegli učinek tudi v smeri prečne prednostne naloge zelenega Erasmusa. Se pravi, skrbi za okolje in tega, da je pravzaprav cel postopek manj okoljsko obremenjujoč, kot bi lahko bil. Zdaj, ko sem to vse povedal, seveda se zavedamo, da sistem Erasmus without paper ne deluje še čisto tako, kot bi moral delovati. So težave in nekatere institucije ne morejo uporabljati sistema iz različnih razlogov. Kljub temu uporabljajte ta sistem v največji možni meri. Vsi sporazumi, tudi za pretekla pogodbena leta, naj bi bili sklenjeni preko Erasmus without paper. Se pravi, ne samo za pogodbeno leto 2021 in naprej, ampak za vsa pogodbena leta. Papirno različico, se pravi, tisti način, ki ste ga uporabljali pred Erasmus without paper, lahko uporabite izjemoma, če drugače ne gre.
Se pravi, če vi nujno potrebujete nov medinstitucionalni sporazum, lahko sklenete tudi v tako imenovani papirni obliki. Če vi nujno potrebujete študijski sporazum in ga ne morete skleniti iz takega ali drugačnega razloga, seveda lahko uporabite tako imenovano papirno različico. Tako, to sem že omenil. S tem bi jaz zaključil ta predstavitev formalnosti in tistih poudarkov, ki vam jih želimo sporočiti v tokratnem srečanju, in bi besedo dal nazaj Maji, da še pove še preostanek, kar je pač treba povedati. Odlično, hvala Robert. Ok, ja. Torej, jaz bi zdaj šla z vami skozi ta tehnično-prijavni del, ki se tudi ni veliko spremenil oziroma poteka po čist istem postopku, kot ga že poznate. Še enkrat bom ponovila, rok za oddajo je 23. februar 2022 do 12. Če smo se kaj naučili iz letošnje pomladanske kalvarije, ne oddajati zadnji dan. Če se le da, oddajte prej, ker zadnji klik na gumb submit oziroma oddaj pomeni oddajo, kar pomeni, da lahko vi danes nekaj oddate, pa čez božične praznike prespite in januarja oddate še 4-krat, zadnji klik na oddaj bo tista zadnja prijavnica, ki bo upoštevana. Prijavnice se najdejo na znanem spletnem naslovu Erasmus and European Solidarity Corp Funding Portal. Dodali smo vam tudi link, iščete seveda prijavnico K130, ukolikor želite prijaviti konzorcij, oziroma K131, ukolikor prijavljate samo projekt mobilnosti. In spet ponavljam, upoštevala se v prijavnica, ki bo zadnja oddana. Vmes lahko snutek shranite, nekaj prištimate, greste na praznike, pridete nazaj in oddate. Tukaj vam samo še enkrat podajam, kako in kdo dostopa, to se pravi oseba, ki prijavlja za vašo inštitucijo, seveda rabi EU login račun, ampak mislim, da tisti vsi, ki ste že uspešno oddali e-listino, tako ali tako morate to imeti urejeno, tako da tukaj ni res, ne pričakujem nekih zagat. Pomembno, pa res vedno znova to poudarjamo, da je neverjetno pomembno, da imate ažurne podatke in ta prave maile. Mail, ki ga vi date v sistem, da je kontaktna oseba, je mail, ki ga lahko mi kot nacionalna agencija uporabljamo za uradno komunikacijo. Tja bodo poslani sporazumi, tam bodo sporočene vse spremembe in je res zelo pomembno, da v fazi prijavnice oddate mail, ki bo zagotovo deloval naslednjega pol leta oziroma ki je nek skupinski elektronski naslov, do katerega imajo relevantne osebe dostop. V PowerPointu boste našli še enkrat poscreenshotano oziroma z posnetki zaslona pač celotno prijavnico. Jaz mogoče ne bi šla skozi vsak korak, bi res poudarila samo tiste stvari, za katere želim, da si jih še enkrat osvežite in ste na njih pozorni. Prijavnica je res tehnične narave. Potrebni so podatki inštitucije, določene zadeve so že vnaprej predizpolnjene. In vnašate v bistvu samo število mobilnosti, število individualnih mobilnosti, število kombiniranih intenzivnih programov, ki jih želite prijaviti, ter neobvezujoč odstotek namenjen mobilnosti v partnerske države oziroma v tretje države, ki niso povezane s programom. In pa seveda obvezno podpisana Declaration of Honor oziroma častna izjava, ki jo podpiše pravni zastopnik. Prijavnice izgledajo tako, kot so izgledale že lani, v istem sistemu in po istem principu izpolnjujete. Izpolnite, katere tipe mobilnosti boste prijavili, njihovo število. Tukaj noter, še enkrat poudarjam, so vključene odhodne mobilnosti za študente in osebje, za kratkoročne, dolgoročne, kip mobilnosti, tukaj notri vse. Koliko boste imeli kombiniranih intenzivnih programov, določite pač, ko odprete, da boste imeli enega, morate določiti, koliko udeležencev boste imeli in seveda spodnja meja 15, zgornja meja 20. Za toliko udeležencev lahko dobite financiranje,
pač, ko boste implementirali oziroma izvajali, imate seveda lahko udeležencev več, ne pa manj, ukolikor boste imeli manj udeležencev, seveda niste upravičeni do financiranja. Z nami ostaja delček prave mednarodne mobilnosti in zgolj signal, koliko mislite, da bi lahko namenili za mobilnosti v partnerske oziroma tretje države, ki niso povezane s programom. Spet ta odstotek ni zavezujoč, 20% je zgornja meja, kolikor boste realizirali kakšno to vrstno mobilnost, ampak neodvisno od tega, ali boste ali ne boste, še posebej zdaj, ko prihaja nazaj akcija K171, pač slabša realizacija ali morebitna nerealizacija ne bo vplivala negativno na oceno. Mogoče majhen v premislek oziroma v nasvet, kakšne številke zdaj spet prijavite, ne? V bistvu ponavljamo to, kar smo že ponovili lani. Upoštevajte, glede na to, kaj se vam zdaj dogaja v smislu, kakšen imate interes izkazan, kakšne imate že prijave na razpis 2021. Imejte v mislih, da imate možnost projektno leto 2020 podaljšati še na 36 mesecev, pa upoštevajte, kakšna sredstva ste dobili v 2021. Prijavite realne številke je zares edini približno konkreten nasvet, ki vam ga lahko damo, ker lahko se jutri zbudimo, pa bojo prišli novi COVID ukrepi, pa nam bojo zadeve res postavili spet na glavo in malo nehvaležno je predvidevati za vnaprej, ampak poskusajte prijaviti čim bolj realne številke, kot jih zdaj imate pred sabo. Še enkrat mogoče časovnica, 23. februar rok za oddajo. Prihajamo nazaj na našo pomladansko časovnico. Kar pomeni, da se bojo projekti začeli 1.6.2022 in spet trajajo 26 mesecev. 26 mesecev vam glih pokrije še eno dodatno poletje oziroma en mesec poletja, da imate lahko mogoče še kakšno prakso za izpeljati ali pa kakšno drugo mobilnost. Predvidevamo, da boste maja obveščeni o izboru in prejeli sklepe in 1.6. lahko začeli s projekti, kar pomeni, da bo tudi naša jesenska šola, upamo, lahko postala spet nazaj poletna in da mogoče ne bo tako, po domače povedano, natlačeno vse skupaj v septembru oziroma pred začetek novega študijskega leta. Tako da upamo, držimo pesti, da se tudi roki ne bodo podaljševali, ker bodo seveda prijavnice tehnično delale in boste lahko vsi ob prvem kliku tudi oddali, držim pesti, najbrž ne samo jaz, da bo to tako se zgodilo. Še enkrat bom šla samo hitro skozi vire in pomoč. Za tehnično pomoč, to se pravi, če ne morete oddati, če vam PDF se ne prilepi gor, če je karkoli narobe, je direktna in najhitrejša pomoč tehnična pomoč. Ta mail pokrivajo kolegi, ki se ukvarjajo z e-orodji in oni imajo veliko bolj kot mi trije skrbniki vpogled v to, kaj se dogaja in kaj so morebitne težave. Tako da, če je karkoli tehničnega, direktno na tehnično pomoč. Mi smo seveda za vas tukaj, če je karkoli drugega, naše maile poznate, še enkrat ponavljam, vodnik za prijavitelje v angleščini je ona relevantna dokumentacija, na katero se vedno znova mi vsi obračamo. Tukaj smo vam dali spet vire pomoči, mogoče je pomembno, da imate na voljo tudi vzorčne prijavnice, to se pravi, da si prijavnico lahko vnaprej pogledate, če nočete klikati po ta pravem orodju, našo spletno stran, Facebook, Novičnik in pa jabolka kakovosti, ki so se odvila prejšnji teden, mogoče malo za inspiracijo in navdih. Spet 3 najbolj pomembni poudarki, ko pride za oddajo, realno načrtovanje potreb oziroma številk mobilnosti. Vsaj en dan pred rokom oddajte, če ne še prej, in pa ne pozabite na podpisano častno izjavo, to je res pomemben, ampak mislim, da tega se vsi dobro zavedate, tako da tukaj res ne pričakujem težav. Pa še enkrat prosim, ne oddati zadnji dan. Oddajte najmanj 20. februarja ali pa še kakšen dan prej. Ok. Zdaj bi pa jaz mogoče prešla na vprašanja, če so kakšna vprašanja vezana res na novo projektno leto, pa da se bomo počutili bolj udobno, pa bomo imeli malo bolj zaupno vzdušje, bom kolegico prosila, da neha snemati. Vsa vprašanja, ki jih boste